Prav lepo pozdravljeni na delavnici o užitnih divjih rastlinah v sklopu letošnjega mednarodnega festivala alpskega cvetja v Bohinju. Za začetek nekaj teorije ne škodi, in sicer teorija pravi, da pri nas raste okrog 3500 vrst rastlin, od katerih je večina uporabnih za prehrano. Nekatere so odlične, druge manj in zelo malo je zares strupenih, manj kot 1%, torej strupenih tako, če bi jih pojedli solatno skledo, da bi bil to zadnji obrok. Sicer pa pri nabiranju užitnih divjih rastlin ni druge, kot da jih poznamo, tako rekoč vsako osebno, nekaj je tudi izjem in se potem veselo lotimo precej divje in vsekakor zelo krepčilne kulinarike. Tako da lahko začnem z eno rastlino, ki jo vsi poznamo, raste povsod in je odlična, pripravljena na kakršen koli način. To je kopriva. Čisto navadna kopriva, pravzaprav sta koprivi pri nas dve, velika in mala. Tole je velika, njen vršiček, in nabiramo prav takele vršičke. Stebla so še mehka in ko jih uporabimo bodi si kuhane, tudi spečemo jih lahko jih jemo tudi surove, za smutije so primerne, ko jih samo kar surove zmiksamo, postane to zelo odlična divja zelenjava, pravzaprav najmočnejša zelenjava, kar sploh jih je. Koprive lahko jemo tudi surove in to kar na terenu. Ko polomimo tele žgalne laske, ki so na spodnji strani, takole bolj na hitro se jih dotaknemo, tako da preveč ne žgejo. V tem primeru mene prav nič zdajle, je pa res, da sem že nekoliko odporen. Potem tele poganke kar pomečkamo v roki, torej med dlanema, in ko polomimo laske, lahko koprivo pojemo z golimi usti. Nič ne peče, nič ne žge. Tako da na ta način pripravljene, se upravičujem, ker bom zdaj malo s polnimi usti kopriv govoril, na ta način lahko potem koprive uporabimo tudi surove, naprimer v solatah. Vse drugo, kar pa zmeda kot koprive, tukaj je že nekaj takega, pa niso koprive, ker so to mrtve koprive. Tako ime so dobile zaradi tega, ker so po obliki listov podobne pravim, torej pekočam koprivam, torej velika kopriva in mrtva kopriva. Prvi del imena pa zaradi tega, ker ne žgejo. Koprivam niso sorodne, temveč so sorodne materini dušici, timijanu, dobri misli in podobnim začimbnicam. So pa tudi vse po vrsti užitne. Pri nas jih je več vrst. Tole je lisasta mrtva kopriva, ki tule nekje, samo da jo najdem, tudi cveti. Takole izgledajo cvetovi. Temno rožnati. In kot rečeno, vse mrtve koprive so užitne, nekatere cvetijo bele, druge rumeno, tudi bolj rdečkasto, vendar imajo izjemno močan okus po gobah, po zemlji, pa tudi grenke postanejo hitro med rastjo, zato jih uporabljamo mlade. In še tole vršičke kot dodatek raznovrstnim jedem, vsekakor pa poskusimo mrtve koprive, vršičke z jajci, kajti s tem pričaramo eno nenavadno jed z okusom po gobah, vendar brez gob. Tule nedaleč od mrtvih kopriv je tudi bršljanasta grenkulica. To je njim sorodna rastlina z vonjem podobnim meti in je odlična začimbnica za juhe različne, tudi govejo, sicer pa pražena z jajci. Zelo krepka jed, pa tudi posušena in za čaje, sicer zdravilna rastlina proti težavam z dihali. Zraven je pa šarman. Rman je aromatična travniška rastlina in ravno takeli mladi poganki, kot jih nabiram, pravzaprav mladi listi, so imenitni za začinjanje raznovrstnih jedi, pa tudi praženi z jajci. Dovolj je, da naberemo en takle manjši šopek rmanovih listov, jih potem drobno narežemo, popražimo na izbrani maščobi, ter potem dodamo 2 jajčki. Malo posolimo. In zelo krepka jed je pripravljena. To je sicer tudi zelo enostaven način, kako pripravljati različne travniške rastline, ki so bolj močnega okusa, ali pa tudi šparglje in druge take rastline, kajti v kombinaciji z maščobami in beljakovinami se njihove trpke in pa grenke sestavine precej omilijo, okus postane ne le zelo prijeten, ampak prav poživilen in takšna je tudi hrana. To namreč velja za večino
jedi z užitnimi divjimi rastlinami. To je zelo krepčilna hrana, ki nas poživlja, daje moč, da se sploh počutimo še bolj pri sebi, pa tudi povezani z naravo. Regrat je ena rastlina, ki jo vsi poznamo, vendar morda ne vemo, da je uporaben vsak dan v letu. Najprej mladi listi, potem starejši, tudi popki in pa cvetovi. Od jeseni do pomladi pa izkopavamo korenine, ki so grenke in zelo primerne za pripravo bodisi čaja ali pa jih popražimo ter zmeljeno za pripravo kave. Z regratom je tako, da ga, kot rečeno, vsi poznamo, vendar je veliko rastlin, naprimer tale otavčič tule, ki izgledajo kot regrat, vendar to niso. No, s tem smo pa že pri eni izjemi, torej še enkrat nabiramo tisto, kar poznamo, kar je pa podobno regratu, torej da ima podobno obliko lista, ima tudi podoben okus, tudi cvetovi so ponavadi podobni, je pa vse užitno. To je okrog 90 do 100 vrst iz družine radičevk. Tako da tole je list regrata, tole je pa list otavčiča. Nekoliko je podoben regratu, je bolj grenak, vendar prav enako primeren predvsem za solate pa kakšne ocvirke počez, kajti bolj ko je zelenjava, bodisi divja ali pa gojena grenka, bolj se k njej prilegajo maščobe. Torej še enkrat, regrat in sorodstvo so izjema glede poznavanja in nabiranja rastlin. Nabiramo sicer tisto zares, kar poznamo po imenu priimku, tako rekoč čisto dobesedno, vendar karkoli je podobno regratu in je tudi grenko in ima vsaj malo belega mlečka, ko trgamo list, je uporabno za prehrano. Sicer pa travniki, že kvadraten meter travnika, kot ga tukaj vidimo, je zelo obilno rastišče raznovrstnih užitnih divjih rastlin in zdaj, če bi poudaril eno samo, je to tista, ki je ni za nabirati, je to ripeča zlatica. Ravno tako zelo znana rastlina, nekateri travniki so prav vsi rumeni od nje. Zlatice niso primerne za prehrano, če bi jih pojedli malo, bi povzročile slabost, tudi bruhanje in drisko v zares velikih količinah, kar je pa nemogoče, ker izjemno močno dražijo, sluznice pečejo. Če bi jih zares veliko pojedli, so pa lahko tudi bolj resno strupena rastlina. Skratka, zlatice puščamo, ena redkih rastlin na travniku, ki ni uporabna, zato je pa toliko bolj uporaben trpotec, ne le tale suličasti, tole so njegova socvetja in take značilne suličaste liste ima. Ne le suličasti, ampak tudi veliki in pa srednji trpotec. Tole, na primer, so listi srednjega trpotca, nekoliko so podobni velikemu. Pri trpotcih uporabljamo mlade liste, okus imajo po gobah, tako da jih lahko jemo v juhah za rižote, tudi pražene z jajci. Še bolj zanimive so pa tele prikazni. Tole je popek suličastega trpotca, oskolistnega trpotca, to je pa že rastlina v cvetu. Cveti od spodaj navzgor. Idealna faza za nabiranje teh, jaz sem se kar zmislil, da so to travniški ocvirki, kajti ko jih popražimo, so dejansko kot eni ocvirki in zelo aromatični. To je najbolj idealna faza za nabiranje tako imenovanih travniških ocvirkov, torej popkov oskolistnega trpotca. Ko pa že cveti, je spodaj vse trši, vendar nič ne de. Ravno tako jih še vedno lahko uporabimo za prehrano. V tem primeru jih enostavno le zamešamo v rižote, pripravimo kakšno juho in obvezno jih popražimo na kuhanem maslu, na primer, in potem damo kakšno jajčko čez ali pa jih enostavno uporabimo kot za belo. Na enak način potem uporabimo tudi socvetja, torej ta je oskolistni, tega navadnega, velikega trpotca in pa srednjega trpotca. Še nekaj travniškega, tukaj človek sam počepne, pa vse raste in cveti. To je čisto navadna črna detelja. Črna zato, ker so cvetja potem, ko odcvetijo, potemnijo in postajajo tako rjavo črna. Vse detelje so užitne, vendar so njihovi listi precej čvrsti, tako da jih uporabljamo kot dodatek, predvsem solatam in pa cvetove za okraševanje. Kar se pa cvetov tiče, je pa tule zraven mene prav prvak, ne le cvetlične prehrane oziroma tudi travnikov, to je kozja brada. Tole je popek in ta popek ima še mehko steblo, tako da ga odtrgamo tam, tako podobno kot šparglje nabiramo, ga upogremo, kjer nekoliko močneje pritisnemo in se še odtrga. Ima obilen bel mleček, ki na zraku poremeni, potem pa porjavi. Je sorodnik regrata, vendar ni prav nič grenak.
In teli popki so odlični kar surovi ali pa prav kratko popraženi na maščobi ali pa kratko skuhani v sopari, nekaj izbranega olja počez in odlična travniška delikatesa je pripravljena. Je pa zanimiva potem tale travniška kozja brada, torej žem popek, da cveti le sredi dneva, torej cveti ves dan, vendar cvetovi so odprti le sredi dneva, te dva sta že zaprta. Ko jih razpremo, vidimo noter rumeno barvo in tudi taki pol zaprti cvetovi in pa tudi odprti so ravno tako primerni za prehrano. Ja, še travniška kadulja je tule, sorodnik žajblja. Je precej grenka, sicer bi lahko, predvsem za frtalje, torej jajčne jedi, uporabljali takele mlade liste, ki pa so, kot rečeno, precej grenki, torej maščobe zraven pa kakšno jajce, medtem ko za okrasne in za okusne namene pa uporabimo takale socvetja. Enostavno tako, da cvetove takole osmukamo stebelj in jih potem potresemo, predvsem po kakšni solati, zamešamo v namaze ali po kuhari zelenjavi oziroma na kakršen koli jih uporabimo za okras. Če jih pa kuhamo, pa izgubijo tako barvo kot pa del okusa. Kot rečeno, je sorodnica žajblja, tale travniška kadulja z drugačnim, manj izrazitim okusom, vendar zelo primerna kot travniška začimblica. Še ena travniška zelenjava, v njeni bližini je pa ivanščica. Ivanščice so znane marjetice v narekovajih, ki rastejo po travnikih. Tudi marjetice rastejo po travnikih, vendar so manjše. Ivanščice so zanimive potem, da za prehrano lahko uporabljamo njihove mlade poganke, popke, tele lahko vlagamo v kis, cvetove pa za okras, precej čvrsto osredje imajo, vendar nič ne de. Skratka, ivanščica je povsem užitna rastlina. In še nekaj travniškega, tukajle je njivsko grablišče, tole je tale socvetje, ki je užitno, vendar je dovolj grenko, da ga uporabljamo le za okraševanje jedi, pa še to v bolj zmernih količinah. Hmelj je rastlina, ki ima rada bolj vlažne kraje, vendar se rad znajde tudi na takih krajih, kjer je več vlage v tleh, bolj stran od vodotokov, sicer je pa najbolj veliko ob rekah pa stoječih vodah. Takole izgledajo njegovi listi, je vzpenjalka s takimi 5 krpatimi listi, ima hrapavo steblo, ko ga potipamo, zanima nas pa zaradi pogankov. Takele mlade poganke nabiramo, kjer se še enostavno odlomijo, izgledajo na prvi pogled tako nekako bolj kot šparglji in se jih da pripraviti tudi podobno kot špargle. Tudi surove lahko narežemo v solate, medtem ko najbolj izzivalni so pa že svojimi oblikami. Ko jih naberemo, primerno velik šop, pač izgledajo že takole kot eni špageti, jih le še skuhamo v sopari in začinimo oziroma dodamo tem divjim hmeljevim špagetom, kar bi sicer dali na zelenjavo. Je bil pa to zelo cenjena zelenjava že v času antike, v pivovarstvo so pa njegova soplodja, tisti storški, prišli šele pred kakšnimi 1000 leti. Skratka, odlična zelenjava, zelo primerna za povsem prijetne jedi, tudi za nekoga, ki divje hrane sploh ni vajen. Suha rastišča, takole med Skalovjem, in teh rastišč v Bohinju ne manjka, tudi v obeh dolinah, so nekaj povsem drugega kot travniki. Tu najdemo drugačne rastline, toploljubne, in take, ki se zadovoljujejo z malo vode, čeprav je pa ena rastlina, in to je pokalica, tule raste, ki jo srečamo tudi pogosto na travnikih. Pri pokalici nabiramo takele mlade poganke, ki imajo okus po mladem grahu. So odlični kar surovi v solatah, onstran zahodne meje jih zelo cenijo v paštah in pa rižotah, torej malo jih ravno podušimo na maslu in pripravimo omako za testenine. Tako da to je zelo okusna in uporabna, ne le travniška, ampak splošno razširjena rastlina. Pogosto jo najdemo tudi ob robu makadamskih cest in kot tule vidimo na prav sušnem rastišču pod Studorjem. Bolj značilna rastlina takih rastišč je pa tale dišeči čudež in to je sicer kraški šetraj. Kraški šetraj je sorodnik vrtnega šetraja s približno enako močno aromo, je trajen grmiček, tole vidimo solanski, take vejce, poganki prav vejce so, in kar pri šetraju, pri tej divji začimnici nabiramo, je zdaj v tem času spet mladi poganki, kot sem prej pokalico nabral, ki so čudovito aromatični,
bodi si uporabljamo sveže ali pa posušene. Predvsem za mesne jedi, tudi s kuhanimi stročnicami se odlično razume in zelo dobrodošel je v frtaljah, torej različnih jajčnih jedeh, pa tudi v namazih kot okusna, zelo živahna začimba. Posebnost suhih rastišč v Bohinju je tudi rastlina z domačim imenom polaj. Takole izgleda, vendar pri tem pa vseeno zanimivost. Slovensko botanično ime zanjo je timijanovolistni popovec. Raste zares izključno na zelo suhih krajih med skalovjem. Polaj je pa vrsta mete, ki raste na vlažnih tleh, vendar oba dva vsebujeta pulegon, ki ima izrazito samosvojo aromo, tako da tale popovec ali polaj po domače je zelo primeren za začinjanje različnih jedi bolj mastnega, slanega značaja, tudi mesnih, predvsem pa tudi stročnic, podobno kot kraški šetraj. Zaradi svoje zelo prijetne samosvoje arome pa je pripraven tudi za sirupe, poparke, torej čaje. Skratka, odlična začimba suhih krajev tule v Bohinju, vendar ne edina. Bližnji sorodnik timijanovolistnega popovca je čober, ki raste na podobnih rastiščih, natančneje bravnejev čober, omenjen ga pa zato, ker ima skoraj identičen vonj kot popovec. Listi so večji, vendar ko jih nekoliko pomečkamo in poduhamo, začutimo enak vonj. Spet enako uporaben kot odlična divja začimba in pa za čaje. Pa še nekaj, ko sem ravno povohal tole rastlino, ko rastline spoznavamo, jih seveda opazujemo, kako izgledajo, kakšni so listi, kako je velika, potem jih tudi povonjamo in sicer tako, da jih vsaj malo pomečkamo in potem je dovolj, če prinesemo prste k nosu in začutimo vonj rastline. Čober je močno aromatičen, seveda jih tudi otipamo, čober je rahlo dlakav in ko jih poznamo do te mere, da vemo, je užitna, je pa za piko na i pomemben tudi okus, torej jih tudi okusimo. Šele s temi 4 različnimi predstavitvenimi deli rastlin jih spoznamo v celoti. Še enkrat, izjemno okusna in odlična začimbna divja rastlina. Tole, kar zgleda pa kot en česen, ni nič drugega kot divji luk. To je njegovo vrstno botanično ime. Takole zgleda, ko raste kot en česen, kot bi česen podivjal, vendar temu ni tako. Pri nas raste okrog 20 vrst lukov, tudi čemaž je med njimi. In tu smo že pri drugi izjemi. Prva je tista, karkoli je podobno regratu in ima vsaj malo belega mlečka, je užitno. To so rastline iz družine radičevk. Druga je pa ta, karkoli je podobno drobnjaku, poru, česnu in ima tudi podoben okus, je prav tako užitno, če tudi ne vemo točno, za katero vrsto gre. To so vse divje vrste lukov pri nas, ki so uporabljene na prav enak način kot česen, čebula. Seveda čemaž je dobro znan, vendar v Bohinju tukaj le ne raste. Zato je pa na voljo nekaj drugih sorodnikov, naprimer tale divji luk, odličen je za namaze, enako kot česen na solatah, tudi popražen, pa kaj drugega potem pripravimo na njem. Skratka, tudi ena izmed odličnih divjih rastlin za tako rekoč vsakodnevno divjo prehrano. Tule je pa česnovka, rastlina, ki s česnom nima nobene botanične zveze, vendar ima okus po česnu, odtot njeno ime. Sicer je pa sorodnica repe, zelja in drugih križnic, in kar se divjih križnic tiče, večinoma so užitne in večinoma imajo okus po repi, hrenu, vendar bistveno močnejšega in pa bolj grenakje. Pri česnovki uporabljamo liste, zdaj so ravno proti koncu uporabe, sicer pa pred cvetenjem vršičke pogankov, pa tudi cvetove. Ima okus po česnu, grenka je, pa tudi takele mlade plodove. Z nekaj zabave jih celo lahko vložimo v kis. V tejle zeleni goščavi, tule pod mano, sta pa dva sorodnika korenja, peteršilja in zelene. In sicer navadni dežen in pa navadna regačica.
Podobna sta si po okusu, nekje med omenjenimi rastlinami, torej nekoliko podobno peteršilju, korenju, tudi pastinaku. In nabiramo povsem mlade liste. Pri regačih si take še svetlo zelene, pri katerih lističi niso povsem razprti. Starejši list je namreč takle, temneje zelene barve, še vedno užiten, vendar bistveno manj okusen kot tili mladi svetlo zeleni listi. Odlični so za solate, stebelci vred, ki so še sočna, in tudi za sadne solate, ki jim dajo tak prijeten okus po korenju, po pastinaku. Starejši so pa bolj primerni za kuhanje. Dežnovi listi so pa mladi takile, bolj dlakavi in s podobnim okusom kot regačica. Tole je še en mlad dežnov list. Tudi stebla oziroma pecli so uporabni, le da so precej vlaknati, tako da jim z nožem odstranimo vlakna. Obe dve vrsti regačica se pomotoma imenuje kot plevel, kajti zares lahko močno razraste tako bolj zanemarjeno ali pa ne dovolj primerno oskrbovano njivo oziroma vrt. Po drugi strani je pa to užitna rastlina. In zanimivo je, da so skoraj vsi pleveli užitni in vsi po vrsti bistveno bolj hranilni kot gojena zelenjava, kajti užitne divje rastline v povprečju nekje vsebujejo 3 do 4 krat več vitaminov in rudnin kot gojene. Poleg tega posebujejo še eterična olja s številnimi bioaktivnimi snovmi in druge sestavine, zaradi katerih so dobesedno super hrana. Tole je pa ena rastlina, na katero velja posebej opozoriti, ker je z njo prišlo do več zastrupitev že v zadnjih letih pri nas, tudi smrtnim izidom. Gre za jesenski podlesek, ki izgleda takole. Ljudje ga zamenjujejo s čemažem. Le kako? Ko je podlesek mlad, izgleda takole. Več listov je med sabo ovitih že pri tleh, recimo to je zemlja, in takole raste tudi med čemažem. In kdor ne nabira pozorno ter dobesedno kosi z rokami ali enostavno po šopih nabira, se lahko zgodi, da je nekaj listov vmes. To še ni tako hudo, povzroči slabost in bruhanje. Ena takale rastlina, kot je tule ali pa dve, sta pa že dovolj za smrt odraslega človeka. Seveda, da nima vonja po čemažu in čemaž ima za razliko od njega, vsak list ima svoj pecelj. To je njegova značilnost, medtem ko pa podlesek, ki ga otrgamo pri tleh, bodi si ko je mlajši, ali pa zdaj vidimo, da ima stebelce in več listov. Ožji so, temneje zeleni zgoraj, bolj svetlo zeleni spodaj in kot rečeno nobenega peclja. Tako da previdnost pri nabiranju čemaža vsekakor velja, še najprimerneje pa je, da dobro poznamo podlesek, pa tudi šmarnico, ki je podobna čemažu, vendar ima steblo, pa tudi čmeriko. Čmerika ima rebraste liste in ravno tako nobenega peclja na njih. Rastišča ob vodah, torej tik ob vodah, ob rekah in potokih, so tudi zanimiva divje užitna zgodba zase. Veliko užitnih divjih rastlin raste tu okoli in tukaj tik ob ribnici je grenka penuša. Ima takele nazobčane deljene liste, cveti belo, njen okus je pa zelo podoben okusu vodne kreše, katere sorodnica je. Odlična je za namaze, če jo pa kuhamo, izgubi svoj okus, tako da je najprimernejša za uporabo v surovem stanju, pa za solate seveda. No, med njo pa tudi raste ena ljubiteljica vlažnih tal, to je pa dolgolistna meta. Ena izmed divjih vrst mete, ki je manj prijetno aromatična kot gojene sorte, vendar ravno tako uporabna. Tudi kot začimba, narezana, kot začimni dodatek solatam, namazom, pa tudi pražena z jajci. Verjetno je ni bolj nerazumljene rastline, kot je tale japonski dresnik, med katerim stojim. Velja za invazivno rastlino, razširja ga izključno človek, zelo se je razširil ob rekah, kjer so ga svoj čas načrtno sadili, kjer lepo utrjuje brežine. Pri nas je zelo razširjen, posebej v vodotokih pa na kmetijskih zemljiščih in je odlična užitna rastlina, zdravilna pa tudi medonosna. Zanimivo je, da eno izmed starih imen v Bohinju je resmanov plevel, ker so ga pri resmanu v Ribčevem nasadili kot okrasno rastlino. In ta veličastna okrasna rastlina je leta 1847 dobila zlato medaljo na kmetijskem sejmu v Utrechtu kot najbolj obetavna nova okrasna rastlina. In ena sadika je stala približno toliko kot 150 sadik hortenzije. Ljudje so ga takrat zavzeto sadili po vrtovih kot novo
izjemno lepo in posebno okrasno rastlino, potem je šel pa po svoje. In japonski dresnik botaniki domnevajo, da je to največji ženski obstoječi organizem na svetu, kajti z genskimi analizami so ugotovili, da večino dresnika na britanskem otočju, pa tudi v Severni Ameriki, izvira iz ene same rastline kot klon. Zanimivo je, da se dresnik pri nas ne razmnožuje semeni, ampak izključno vegetativno, torej s korenikami, s podzemnimi stebli. Še bolj zanimivo je pa to, da poleg japonskega dresnika pri nas rasteta še sahalinski in pa češki dresnik. Prva dva omenjena, torej japonski in sahalinski, se razmnožujeta vegetativno, češki je pa nastal v Evropi s križanjem teh dveh vrst in tudi tvori semena. Tako da nekaj botanične zmešnjave okrog dresnika, vendar naj to divje kulinarike ne moti. Zdaj je komaj kaj uporabno za prehrano. Takele vršičke, ko so še mehki, stebla mehka, bi lahko skuhali in pripravili podobno kot blitvo ali pa kot špinačo, vendar s tem primeru z opozorilom, da je precej močnega okusa, je pa sorodnik špinače namreč. Zelo užitni in uporabni so pa povsem mladi poganjki, bolj zgodaj spomladi. Takrat jih pripravimo surove v solati, lahko jih polnimo, ko so votli, in si privoščimo kakšne takšne nenavadnosti, kot je dresnikova marmelada. Pripravimo ga podobno kot rabarbaro, ki je sorodnica dresnika, torej tudi za zavitke, pite in pa podobno. Skratka, to je še druga plat dresnika, ki je večinoma znan kot invazivna rastlina, po drugi strani ima pa tudi svoje zelo dobrodejne lastnosti in še enkrat razširja ga nihče drug kot človek. Še ena ljubiteljica vlažnih rastišč je tale lepotica, trpežna srebrenka je njeno ime, čudovito diši, prav za dišeče cvetlične aranžmaje, pa tudi za suhe. Njeno sorodnico, enoletno srebrenko, poznamo iz aranžmajev suhega cvetja zaradi njenih srebrnih velikih ploščatih plodov. Slednja je gojena, ta je pa divja, najraje ima vlažna rastišča ob vodah in zaradi svojega okusa, ki je pa spet torej križnica, podoben okusu vodne kreše in pa penuš, je odlična za solate in pa za namaze. Listi so že precej grenki, razen povsem mladi, ko so ravno tako primerni za prehrano. V telem obdobju zdaj pa izstopa s svojimi dišečimi in okusnimi cvetovi. Še enkrat zelo primerna za namaze in pa solate. Prav zraven nje je pa ena rastlina v povezavi z aspirinom. Tole je brestovolistni oziroma močvirski oslad. Ta je dal ime aspirinu, kajti za aspirin so nekdaj pridobivali izhodiščno spojino salicilno kislino iz te rastline, ki jo vsebuje, in potem dodali acetilno skupino in dobimo aspirin, acetilsalicilna kislina. Ima zelo zanimiv okus, tako da je v malih količinah uporaben za začinjanje jedi, tudi za pripravo čajev. In zakaj aspirin? Staro latinsko rodovno ime oslada je spirea. In potem so iz spirea, rodovnega imena njenega, izvajali spirin, ker so dodali acetilno skupino, potem med kemičnim postopkom za izdelavo aspirina so se zmislili aspirin. Tako da v prvi osebi rastlina, ki je botrovala imenu aspirina in ne nazadnje tudi podobno učinkuje, zaradi salicilne kisline učinkuje protivnetno, proti glavobolom, kot začimba pa, kot omenjeno, je bolj uporabno v malih količinah zaradi njenega intenzivnega in samosvojega okusa. Čemaž ljudje zamenjujejo z jesenskim podleskom, tudi s šmarnicami, se pa zgodi, da zamenjajo celo s tole rastlino. To je bela čmerika, povsem drugačna kot čemaž, razen morda oblika lista, ki je narebren, vendar podobno kot pri podlesku, ko je rastlina majhna, izgleda takole. Takole raste, tole so tla, če si predstavljamo, takole raste iz tal in pogosto raste med čemažem, nima takega vonja kot čemaž, torej še enkrat pri nabiranju čemaža je potrebna pozornost in poznavanje strupenih, recimo temu, dvojnikov. Seveda, da nima vonja, vendar če pomečkam list čemaža, mi ostane vonj na prstih. Ko potem pomečkam vonj neke druge rastline, se vonji premešajo in ne vemo več točno, od katere rastline pride kaj, tako da vonj pri nabiranju oziroma razpoznavanju čemaža je samo dodatna pomoč. Glavno je, da rastlino poznamo, tako osebno, dobesedno. Poglejmo današnjo bero, pravzaprav izbor današnje bere. Z te strani kraški šetraj, bravnejev čober,
timijanovo-listni popovec, potem še nekaj cvetov travniške kadulje, pa prav za vzorec eno soцветje njivskega grablišča, mladi poganjki dežna, mladi poganjki regačice, tudi pokalice, hmeljevi poganjki, zelo aromatičen divji luk, poganjki oziroma mladi listi rmana in pa bršljanasta grenkulica. Zdaj, ker gre za zelo aromatične rastline, bom samo en delček teh izbral za eno zelo osnovno, vendar zelo prijetno jed. Namreč tukaj iz Todorja sveža sladka albuminska skuta in nekaj olja še prije zraven pa sol, tako da bom vzel vsekakor tole malo pokalice, ker je najbolj nevtralna, tudi hmelj ravno tako lahko uporabimo kar surovega v namazih. Regačica, da bo nekaj okusa po korenčku, pa še en list dežna zraven. Ne sme manjkati nikakor, da ne divji luk, kajti vedno v teh namazih, če duje ne, pa če damo čisto navaden gojen česen, je vedno odličen, sploh pa če imaš. Za presežno aromatičnost pa nekaj poganjkov čobra, bolj malo kraškega še traja, ker je zelo močan po okusu. In tukaj krajevni polaj, torej, to je krajevno ime, poganjki timijanovo-listnega popovca. Ker so stebla bolj trda, jih osmukam liste stebel dol. V namazih je pravzaprav vse dovoljeno, nič ni prepovedano, le da ne damo preveč premočno aromatičnih rastlin, tako da tale, ki ga pripravljam zdaj, bo kar poseben. Sicer je pa ponovadi dovolj, že da dodamo eno samo vrsto, 2 ali pa 3. Drobno jih narežemo, če se da tudi nasekljamo in potem, ko namaz zamešamo, je fino ga pustite na par ur, tako da se v njem razvijajo vse arome primešanih zelišč. V namaz potem pride še nekaj oljčnega olja za mazljivost in okus, pa nekaj soli. Potrebna pa niti ni, kajti vse te divje rastline so tako močno založene z rudninami, da so jedi z njimi že na nek način kar osoljene, če temu tako rečem. Takole nekaj oljčnega olja, če gre malo več. 2-3 ščepce soli. Tole vse skupaj dobro premešamo in ponudimo s čemerkoli že. Ponavadi je to kruh, vendar da ni vedno samo in edino kruh, tudi skuhano zelenjavo gre zelo v redu, ali pa enostavno s koščki surove zelenjave, zdaj odvisno kako mazljiv namaz naredimo. Tale je za skutek je bolj groba, tudi sam bolj v koščkih, vendar vseeno. In morda še opomba glede priprave hrane z divjimi rastlinami nasploh. Gre za divjo zelenjavo in divje začimbe, ki jih pripravljamo prav nič drugače kot sicer, gojeno zelenjavo, le da v jedi vnesemo nekaj popolnoma novega in drugačnega, česar nismo ponavadi vajeni. Tako da pripravljamo tako juhe kot omake, skuhamo divjo zelenjavo kot blitvo ali pa kot špinačo, odlična je tudi za zelenjavne zavitke, pa seveda na solate ne pozabimo. Kdor ima rad smutije, je pa to zelo enostaven način, kako zaužiti prav vso divjo moč rastlin v kar surovem stanju. Takole in kos polente, ravno primerno količino skute zelišči, pravzaprav bolj kot le namaz, in seveda prijeten divji tek. In na zdravje za zdravje.